V avtoservisu Špajzer Trbovlje vam omogočajo nakup vozil znamke Citroen in nakup rabljenih vozil različnih znamk. So pooblaščeni zastopnik znamke Citroen, opravljajo servis vozil, kleparska popravila vozil, premontažo pnevmatik in optiko vozil. Za več informacij so dosegljivi na sedežu podjetja ali na telefonski številki 03 66 30 170. Citroen. Ponedeljek je dan za Reporter. Prav lepo pozdravljeni tudi v drugem delu oddaje V zakulisju. Naš gost je novinar tednika Reporter, Nenad Gliks. Nenad, kar veliko sva spregovorila o tvojih vojnih časih, v času osamosvojitvene vojne. Dotaknila sva se tudi tvojega izobraževanja za pravnika in tudi kako si na nek način pristal potem v novinarskih vodah, prek avdicije si uspel in si našel zaposlitev ali pa avtorsko pogodbo na RTV-ju. Ja, takrat je bilo na RTV-ju, to je bilo leta 2000, skoraj nemogoče za mladega novinarja dobiti zaposlitev, ne? Zaposlitev za nedoločen čas. To je bilo takrat, so bile v bistvu, mislim, da sanje teh mladih novinarjev, ki so prihajali še pred mano, ne? Da bi se zaposlili, ker zelo veliko novinarjev je bilo pač pogodbenih, so bili SP-ji oziroma samostojni novinarji. Politika je bila pač hiša taka, da se praviloma ni zaposlovalo. To vem, da je nekaj let nazaj so morali to v bistvu popraviti in vse te ljudi, ki so dejansko delali, kot da imajo delovno razmerje, ne, normalno vsak dan, ti ne moreš imeti na ta način ljudi na avtorskih pogodbah in so jih morali zaposliti, ne. Ja, tako da sem bil potem kot samostojni novinar 3 leta. Za nedoločen čas? Ne, to je kot SP. Kot SP, samostojni novinar, sam si plačuješ prispevke. Delal si pa v uredništvu? Delal sem pa najprej v gospodarskem uredništvu, potem pa sem prišel v uredništvo oddaje Vaš tolar, ki je bila tudi dnevna oddaja od ponedeljka do petka, popoldne, recimo neka tako potrošniško-gospodarska oddaja. Kdo je bil tvoj urednik, Aleks? Florjan Zupan. Florjan Zupan. Ja. Te je to zanimalo? Je bilo to tisto, kar te je zanimalo? On je tudi Zasavec. Ja. A je te bolj politika zanimala, ne? Ne, to mi je bilo super za začetek, ne? Ker tam si se učil te novinarske obrti, televizijske obrti, vsak teden sem imel po 3-4 prispevke, ni bilo to v rangu recimo dnevnika ali pa Odmevov, nismo mi bili primerljivi s temi novinarji, ampak... Si se v živo javljal tudi? Redko, tudi včasih. To pa je stresno, ne? Ja, to recimo, jaz se nisem maral. Ne vem, s tonkceglicom, brez? Ja, mislim, ja, ponavadi ste, recimo to je bil eden od razlogov, zakaj sem potem tudi, sem čez čas potem zapustil to televizijsko novinarstvo, ker mislim, da je vsak televizijski novinar mora biti vsaj malo tudi narcis v smislu, da si je všeč pred kamero, da rad nastopa. Se lahko malce pošalim? Mora biti malo Boruta Pahorja? Ja, mislim, da ja. Šaljivem tonu, ne? Ja, mislim, moraš se z veseljem gledati pred kamero, mislim, nekateri res v tem tudi pretiravajo, ampak meni recimo nastopanje pred kamero mi ni bilo nikoli blizu. Ja, recimo, čeprav sem začel delati na televiziji, ampak jaz sem bil raje kot novinar, ne, tako, prispevki sem drugim dajal mikrofon, da so... Ne, te čisto razumem, lej, jaz se še po, ne vem, 3000 oddajah še vedno ne rad pogledam na televiziji. Ja, ampak vse to je v pozitivnem smislu. Recimo vsi ti voditelji Dnevnika, 24 ur,
ti ljudje morajo to z veseljem. Seveda. Oni morajo biti sami sebi všeč. Če ne bodo sami sebi všeč, kako bodo gledalcem, stotinam, tisočem gledalcev. Tako da to je za televizijskega novinarja pač nekaj nujnega, ne. Niso pa vsi za pred kamero, ne. Tudi dobri novinarji na televiziji so mnogi, ki pač niso najboljši pred kamero, ne. Delajo pa lahko izvrstne prispevke, ne, poglobljene in tako. Tako da sem delal za to oddajo Vaš tolar, kjer smo bili super ekipa, spoznal sem ta medij, potem je pa prišel nek preboj pri meni, ko sem izvedel za zgodbo z ljubljanskim vodjo ljubljanskega tožilstva, Fišer, ki je zdaj odvetnik, Gorazd Fišer, ja. In sem izvedel, da je zaposlil svojo partnerko tam na tožilstvu na enem mestu, kjer ni imela ne potrebnih izkušenj, ne izobrazbe, in sem potem to šel s predlogom, da bi naredil prispevek o tem do urednikov, mislim, da na Dnevniku. In ko so poslušali in se jim je zdela zgodba verodostojna in sem to potem res naredil, se je pa vse skupaj potem odvilo tako, da je na koncu bil on razrešen, ne. In to pa je bil nek dosežek, da tam en mladi novinar, ne, v bistvu predstavi zgodbo, ki potem odnese s položaja vodjo ljubljanskega tožilstva, ne. In so me pač takrat nekako, se mi zdi, bolj tako začeli gor vzeli, ja. Ja. Sem pol nekaj prispevkov tudi za Odmeve naredil, in sem dobil ponudbo. Spoznal sem Edija Pucerja s Pop TV, mislim, da je imel eno novinarsko delavnico in potem sva se spoznala in me je on priporočil tam na Pop TV, kaj pa, če bi oni mene vzeli tja, ne. In ja, sem šel na razgovor, takrat se še spomnim, pokojna Špela Šipek takrat sva se pogovarjala, ne, kot izkušena novinarka, in so me potem vzeli tam in so rekli, zdaj bomo pa mi iz tebe naredili, ne vem, velikega televizijskega novinarja, ne, meni se je to zdelo super, ampak potem sem kmalu ugotovil, v bistvu, da to vrstno novinarstvo ni tisto, ki bi bilo nekako meni najbližje ali pa v katerem bi užival, ne, v katerem bi se lahko najbolje izrazil. Tako da sem potem čez čas, delal sem pol prispevke tudi na Pop TV, ne. Za 24 ur tudi? Tudi, ja. Obstajajo še kakšni stari posnetki, ampak potem sem pa kmalu ugotovil, da to ni to, da me to ne veseli in se je pa začela takrat oddaja Trenja. Je prišel Uroš Slak iz Odmevov, iz RTV Slovenija na Pop TV, ne, začel s to oddajo pogovorno, to je bila neka novost v slovenskem prostoru. Midva sta se poznala že iz TV Slovenije, ko sem jaz kot nek asistent ali tako novinar, ki je delal za Odmeve, ne, pač mu pomagal vsakokratnemu voditelju, ne, da si kaj preiskoval, kakšne stvari mu nosil podatke. In sem potem me je on vzel, da sem v Trenjih delal kot preiskovalni novinar, v smislu, da sem klical recimo za različne teme, preiskoval, kaj bi bilo zanimivo, to pa je bilo klical pestro, ljudi. vsak teden. Ja, Odmevno, to je bilo zelo zanimivo. Veliko gostov. Ja. Za vsakega je povedal, ki ni prišel, ne? Točno, se to še vedno pove. Ja, se to je prav, ne, se je prav, da še posebej pri politikih, ne. Tako, se tudi Erika Vidršič pove, ne. Ja, ker politiki so pač v službi ljudstva, ne, in ne more se politik samo takrat pojavljati na televiziji, ko je njemu po godu oziroma ko njemu to koristi, ne, ampak tudi, če je treba kaj težkega razložiti ali pa kakšna težka tema ali pa mogoče sporna za njega. Afero, ja. Slak je bil pri tem dosleden in je še vedno, od njega sem se tudi zelo veliko naučil, in ja, tam mislim, da sem potem 1 leto ostal,
Zelo me je veselilo potem, da se je ta oddaja razvila, ne, da je postala tako prepoznavna, ker sem bil čisto od prve oddaje že zraven. Ne. No in potem potem je pa začel en drug projekt, in sicer na tiskanem področju, projekt Žurnal. Ne. Pač tedenski časopis od avstrijske Stirije, brezplačnik, ki se je potem prek pošte distribuiral po domovih. No, in je bil takrat Dejan Steinbuch, iz Demokracije prišel, ne? Ja, mislim, ne vem, če je direktno prišel. Prej je bil urednik Demokracije. Ja, je bil prej urednik. Zelo pluralen, moram reči takrat, ne? Tudi Demokracija takrat, ne? Artur Štern, Esad Babačič, različni komentatorji, ne? Zdaj je malce drugače. Malce drugače. Ja. V glavnem, on me je potem povabil, če bi prišel na Žurnal, in ja, mislim, da me je priporočila novinarka Saša Banjanac-Lubej, s katero sva se poznala še iz RTV. In potem smo začeli spet, po eni strani mi je bilo spet všeč iz začetka začeti, tako kot pri trenih, iz začetka tudi pri Žurnalu, pri nekem projektu. In takrat sem prvič začel v tiskanem mediju. In si pokrival bolj politične teme? Politične, pravosodje. Pravosodje bolj. Tudi verjetno kdaj politiko, ampak predvsem pravosodje. Bili smo taka mlada ekipa, zavzeti. In ja, to je bilo potem moja prva izkušnja s tiskanim medijem, ne. In sem takoj ugotovil, da je tiskani medij tisti, pri katerem mislim, da se najbolj znajdem, no. Saj tako se mi zdi. Se je tu zgodba zaključila, še preden je ugasnil? Ja, tam sem bil potem spet eno leto, ker je prišla pa potem spet ponudba, in sicer pa na Mag. Strani Danila Slivnika, odgovornega urednika. In mislim, da je me je povabil potem že poleti 2004, da bi prišel na Mag, ker takrat je bil pa tik pred tem, da se bo upokojil Igor Guzeli. Na Magu, pač izvrsten novinar, ki je tudi pokrival med drugim pravosodje. Pa tudi potem še tudi za Reporter pisal, ne? Tudi, ja, kolumne je pisal. Še zdaj včasih, ki napiše, ja. In so potrebovali nekoga tega profila. In mislim, da je ravno preko Silvestra Šurle, sedanjega urednika Reporterja, ali pa mogoče preko Igorja Kršinarja, ne, s katerim sva bila prijatelja in je bil tudi takrat na Magu, da so mi predlagali, da bi prišel k njim, ne. In prvič se nisem odločil, ko so mi prvič predlagali, se nisem odločil, ker so mi obljubljeni na Žurnalu, da me bodo zaposlili, ne. Takrat sem bil še zmeraj kot samostojni novinar. In sem pač rekel, v redu, tukaj, kjer sem, ne, mi obljubljajo zaposlitev, bom pač videl, ne. Potem pa s tem ni bilo nič zaposlitvijo. Sem pa potem čez nekaj mesecev spet se pozanimal, ali jih še zmeraj zanima, da bi prišel na Mag. In sem bil prepričan, da bo pač Danilo Slivnik rekel, ja, dali smo ti priložnost, ne, zdaj pa adijo, ne. Ampak ne, je rekel, da lahko pridem, sem prišel. Torej ne drži vedno tisto, ne, priložnost zamujena, ne vrne se nobena. Ja, v tem primeru ni bilo tako. Tako da, ja, sem se potem pogovoril z njim in tako je rekel, a ti bi rad, da te zaposlimo? Da sem rekel, ja, in rekel, v redu, pa te bomo. In potem sem začel leta 2004 jeseni na Magu in to se je potem v bistvu začela. Žalostnega konca? Ja, potem so... Si pokrival znova podobne teme? Podobne, mislim, osnovne teme tam, kjer pač sem bil nekako najbolj doma, je bilo pravosodje, ampak sem pa pokrival od zdravstva, obrambe, tudi politike, obveščevalnih služb. Pač mi smo bili majhna ekipa, tudi kaj verjetno iz zunanje politike, korupcijo, državna uprava. Nisi imel
samo enega področja, ne. Moral si biti zelo širok, ampak recimo tista stvar, ki je pa v osnovi, ki naj bi jo jaz, je bilo pa točno. Ja, in do tistega bridkega konca, ne? Ja. Zdaj, ti si bil del tiste ekipe, mislim, da si bil tudi ti takrat moj gost, ko je bilo najhujše za Magovce, ne? Ko ste se nekako postavljali potem na noge, takrat na ETV-ju, če se spomnim. In tako težko je bilo takrat, ne? Ja, bilo je, bi rekel, prvič sem se znašel v taki situaciji, da nas je hotel lastnik nekako nam to vzeti novinarsko avtonomijo, ne? Da bi dejansko postali neki hlapci, ki bi pisali po nareku. To je bil pač tedanji lastnik Dela, pod katerega je spadal takrat tudi Mag. Pivovarne Laško Boško Šrot s svojima takratnima izvršnikoma Andrijano Starino Kosem in Stojanom Zdolškom na Delu, ne, ki sta potem pač Šurloso odstavili z mesta urednika, pripeljali so novega urednika Vesa Stojanova iz Dela, ne, on je pač, bi rekel, iz te levičarske garde novinarjev, za katerega sem vedel, da bo pripeljal Mag do pač propada, ne. Nekaj časa je bil potem kot priloga Dela. Ja, nekaj časa. Jaz sem potem, jaz nisem imel osebno pol nobenega spora, ne s Stojanovom, pa z Matejo Babič, ki je bila njegova namestnica. Pač jaz sem tam delal svoje stvari, nisem pokrival politike, ne. Če bi pokrival politiko, verjetno ne bi imel težave z njima, ampak imel sem pa skozi v mislih, da je to neka začasna rešitev, da tam pač ne bom ostal. In potem se je res pokazala priložnost z Reporterjem in me je tudi sedanji oziroma tedanji in še vedno aktualni urednik Reporterja, že 12 let, ja. Silvester Šula povabil tudi k temu projektu in druge iz stare ekipe Maga. Ne. In si kar takoj na prvo žogo šel? Ja, sem šel. Ker si ekipo poznal? Točno, ja, sem verjel v ta projekt, vedel sem, da so dobri novinarji in da če bomo pač skupaj držali, da nam bo uspelo. Vedel sem, da bo Mag, ki je ostal na Delu, propadel. Kar je tudi res se zgodilo. Ker ti ne moreš v bistvu zamenjati uredniško politiko in pričakovati, da ti bodo bralci sledili, ne. Takrat se je zgodil izjemen osip bralcev, naročnikov. Mi smo šli pa potem svojo pot, ja, z Reporterjem. In si takrat na tej začetni poti menil, da boš 12 let že delal zgodbe na Reporterju? Nisem takrat razmišljal o tem. Tako daleč. Takrat sem razmišljal pač, da čim bolje delamo v tistem času, ja, da nam uspe. Bilo pa je težko, ne? Tako kot Mag, kot Reporter je kar nekako veljal ves čas za pomladni časopis, za desnosredinski časopis. Marsikdo je rekel tudi, ker je SDS najmočnejša na tej strani politični, da je to bolj Janšev časopis, ne? Ampak stvari so se drugače obrnile, ne? Že nekaj let nazaj. Ja, to si dobro rekel, da je veljal Reporter in naša ekipa. Ne, da je bil, ja. Ne, ampak da je veljal pomladni časopis. Pomladni časopis in ta ekipa že prej na Magu smo še vedno pomladni. Ne? Imamo te kot neko osnovo, ta ideal slovenske pomladi, vrednote, točno, in smo tedaj in sedaj, ne. Tako da na teh pozicijah, ne? Točno. In tudi recimo na tistih točkah, ne, kjer se je SDS kazala kot pomladna stranka, ki predstavlja te vrednote, ki deluje na ta način, ne, ki ima na ta način tudi odnos do
pluralnosti medijev, smo bili blizu tem vrednotam, torej ne da bi bili blizu stranki kot sami, ne. Mi nismo bili nikoli ne v vlasti, ne v kakršnih takih odnosih z SDS, ne, ampak ne vem, če je šlo za nekako obsojanje teh nekdanjih nedemokratičnega režima in pa potem in medijev ali pa še, ker to recimo v Sloveniji se velikokrat manipulira, ne, in se reče, dobro, komunizma je bilo konec leta 90, kaj se zdaj še govori o tem, to je že zaključeno. Ne, ni zaključeno, ne. Saj pri nas ni bilo dekomunizacije. V Nemčiji je bila po drugi svetovni vojni denacifikacija, ne, in se je potem lahko, bi rekel, normalno razvijala demokracija. Pri nas se ni dekomunizacija, ne. Pri nas je en kup ljudi, ki so bili pač takrat na položajih, je še dolgo v tranzicijo bil na izredno visokih položajih in je nekako cela družba s tem še vedno okužena, ne, s tem totalitarnim. Pa še vedno jih je nekaj na visokih položajih. Ja, in mi smo na to opozarjali, ne, tudi recimo ti problemi, ne, kot sem prej omenjal, tožilstvo, sodstvo, vse, kdaj je pa prišel, na primer, gospod Mašleša na čelo Vrhovnega sodišča, ne vem, 10 let nazaj, ne, to se ni zgodilo leta 91, 92, to pomeni, to pač se prolongira, ne, no, in v teh ozirih smo zagotovo si bili blizu, ne, tem pogledom stranke SDS, ne, nismo pa bili nikoli in nikoli tudi ne bomo privesek neke stranke, ne, in tudi nikoli si nismo dovolili, da nam bi nekdo krnil to kritično distanco do strank, ne. Do vseh, če pogledaš naše tekste za nazaj, boš videl, nas so recimo tudi iz Nove Slovenije pred leti so nas obtoževali, ne vem, da smo pristranski do njih, ampak niso bili pa nikoli tako nekorektni, ne, kot je recimo SDS. Ko je bil proces Patria, ne, jaz sem verjetno eden od nekaj slovenskih novinarjev, ki je največ pisal o kršitvah človekovih pravic v tem procesu. Mimogrede, jaz se tudi sam spomnim, koliko sem na to temo posnel oddaj. Spomnim se pa tudi kakšne zdajšnje reakcije, ne? Ja. Da smo zdaj, ne vem, rdeči, Murglovi, Golobičevi, ne? Jaz nimam še zdaj nobenih problemov, ne. Imam še zmeraj enako stališče do tega procesa Patria, da je bil pač to neko orkestrirano kršenje človekove pravice v smislu, da bi zatrli opozicijo v Sloveniji oziroma da bi obračunali z vodjo največje opozicijske stranke, Janezom Janšo, in še zmeraj imam, kar se tega tiče, enako mnenje. Seveda pa smo tudi potem skozi leta se je ta odnos začel spreminjati, ko se je pri nas recimo že na kakršnokoli manjšo kritiko ali celo ne kritiko, naprimer, ko sem imel intervju z Žigo Turkom pred leti in sem ga vprašal, če on vidi, pač SDS-ovcem, ne, če on vidi koga drugega morda na položaju predsednika SDS kot Janšo. In potem mislim, da je on omenil Romano Jordan. Ne. Tako, ja. Ki se takrat že odmikala malce iz politike. Ja. In že na to, ne, samo da sem si jaz drznil to vprašati in da je on to si drznil odgovoriti, je že Janša, mislim, da je bil takrat že Twitter, je že nekaj nas začel pač napadati, ne. In to se je potem s temi družbenimi mreži, posebej s Twitterjem, nadaljevalo. To pomeni na vsako tako kritiko, ker mi smo bili vedno kritični, recimo do levih strank smo bili vedno kritični, pa do anomalij, ki so jih počeli gospodarstveniki povezani z levico, pravosodje je tako in tako, ima več ali manj
je imela vedno pod kontrolo levica, ne. Ampak bili smo pa seveda potem kritični tudi do recimo SDS, do NSI, do SLS, za tiste zadeve, za katere smo mislili, da so vredne kritike, ne. No, ampak gospod Janša je pač politik, ki kritike ne prenaša, ne. Tako da potem ponavadi na kakšno tako kritiko smo bili deležni potem napadov, ne. Kar pa potem so nekateri so nam začeli očitati, zdaj ste se pa vi odmaknili, zdaj pa niste več naši, ne, zdaj ste pa levičarji postali, zdaj pa, ne vem, ste udbomafija ali kaj, ampak jaz takim odgovarjam, ne, mi smo bili in smo in bomo na vrednotah slovenske pomladi. Med vrednote slovenske pomladi sodi tudi to, da si ti lahko kritičen do vseh politikov, ne da bi bil zaradi tega deležen napada od teh politikov, ne, da bi pozivali, ne vem, k temu, da se mora uničiti tvoj medij, da naj ga več ne kupujejo. In tako da to pomeni, nismo se mi odmaknili od teh vrednot, ampak se je kdo drugi odmaknil. S tem si še največ odgovoril. Kakšen pa je tvoj pogled na zdajšnje slovenske medije? V Reporterju si pač že povedal, da je ostal na vrednotah slovenske pomladi. Kako pa gledaš na preostale slovenske medije? Tudi RTV, kateremu se obetajo spremembe. Veš, da sem bil kritičen, ko je prejšnji kulturni minister Zoran Poznič želel spremeniti medijsko zakonodajo, pa neko veljavo inšpektorjem dati večjo, kot jim pritiče. Tako sem kritičen tudi do te reforme, pa te zakonodaje, ki jo pripravlja zdajšnje ministrstvo. Včasih rečem, pa dajte enkrat že politiki stran roke od medijev, ne? Ja, pri medijski sceni v Sloveniji tisto, pri čemer se strinjam, naprimer z vodilno stranko SDS, ne, je v tem, da je medijski prostor v Sloveniji neuravnotežen, ne. Bolj je nagnjen na levo stran, torej leve vlade so deležne veliko manjše kritike, manjše kritične presoje. Kot če je na oblasti Janša. Če je na oblasti Janša, ja. To je nesorazmerno, ne. To sploh ni vprašanje. Druga stvar je, RTV Slovenija je podobno, kot sem prej rekel, naprimer zame RTV Slovenija je pač kot javni medij mora že po zakonu izpolnjevati te kriterije nepristranskosti, pluralnosti, celovitosti informacij in v veliki meri žal teh kriterijev ne izpolnjuje. In sicer ne izpolnjuje, ker to dela v prid leve opcije in v škodo desne, ne. S tem se strinjam, ne. Naprimer, sama po sebi oddaja Studio City je taka anomalija levičarska propaganda, oziroma ne samo levičarska propaganda, prav za stranko Levica, ne, to pomeni tisto najbolj skrajno propagando, je to pač taka oddaja. In na nobeni normalni javni televiziji mislim, da to vrstna propaganda nima mesta, ne. Ampak do zdaj se še ni zgodilo, da bi kdorkoli rekel, zdaj pa konc s tem, ne. Zdaj pa je te propagande dovolj. Verjetno pa je tvoje mnenje drugačne, če govorimo o Tarči, ki je dostikrat kritična tako, recimo po Zoranu Jankoviću, kot tudi, če zdaj karikiram na imena, po Janezu Janši. Ja, Tarča je pa marsikaj razkrila. Mislim, da so zelo veliko truda vložili v različne oddaje, recimo, ko so delali oddajo o tem športnem centru Stožice, kako se je to delalo, kakšne vse zlorabe pri Jankoviću in njegovih ljudeh. Seveda pa oddaja ni pravosodje, ne? Prosim? Seveda pa oddaja še ni pravosodje, ne? Ne, seveda. Zato mora pa pravosodje poskrbeti. Jaz mislim, da pravosodje velika verjetnost, da ne bo naredilo nič, ne? Zato so take oddaje še posebej pomembne, ne? So se pa seveda
In mislim, da so takrat v času levih vlad so bili dostikrat tarča kritik, ne, z leve strani, da pač so pristranski, da jih napadajo, tudi razni mnenjski voditelji so jim očitali to, medtem pa zdaj je pač na oblasti desno-sredinska vlada, ne, na čelu z SDS in so normalno kritični tudi do te oblasti, ne. Tako da ne bom rekel, da je vse, kar delajo, ne, bi rekel, idealno, ne. Tudi jaz bi jim zameril kakšne, mislim, lahko vidim kakšne nedoslednosti, ne, pri njihovem delu, ampak mislim pa, da ti napadi, ne, ki se pa dogajajo, naprimer tudi v zvezi z nabavami zaščitne opreme v primeru epidemije, ne. Saj, če ne bi bilo nič na tem, kar so prikazali, bi se to še kar naprej dogajalo. Pa zakaj bi potem policija pa tožilstvo delala na tem, ne. Razen, če ne pristaneš na tezo, da je tako in tako vse, kar delata policija in tožilstvo, politikantstvo, da delajo samo ene zadeve, da drugih ne delajo, kar mislim pa, da tako posploševanje je škodljivo in da ne drži. Zato tudi sam, kljub temu, da sem res zelo velik kritik slovenskega pravosodja, nikoli nisem rekel, da je kar počez vse krivosodje, ker to ni res. Je še vedno veliko dobrih policistov, tožilcev, sodnikov, ki pošteno delajo svoje delo. Je pa vprašanje v teh višjih strukturah, ne, koliko lahko prodrejo, ne, čez. Dejal si, v medijih še daleč ni vse idealno, tudi mogoče v Tarči ni vse idealno, ampak sej žal, ne, tudi v politiki je še daleč od idealnosti, ne. Ja, to bi rekel, to recimo... Smo pa lahko tisti, ki smo nekako verjeli v slovensko pomlad po 30 letih, kar globoko razočarani, ne. Ampak treba je tukaj biti pošten, ne. Jaz zmeraj pravim, vsaka država, ki ni okupirana, ima, ali pač, kjer ni totalitarni režim, imajo ljudje natanko takšno oblast, kot si jo zaslužijo. In ki si se izvolili. Ker oblast se samo preslikava, potem se nam jo niso izvolili Kitajci ali Američani oblasti, sami smo si jo izvolili, ne. Točno tako. Katerekoli oblast, ne govorim samo sedanji. In niso zdaj politike kar nekaj odtujenega od družbe, ne. Politiki so pač del družbe, ne. In recimo tisto, kar me je zelo razočaralo pri odnosu Slovencev do politike, je ta popolna pogosta nekritičnost, ne. Naprimer, dobijo nekega desnega politika pri nečem, nekih nepravilnostih, kršitvah, s prsti v marmeladi, popolnoma jasno dejstva, ne, to pomeni, tu ne gre za politikantstvo, ne gre za ti levi novinarji, ga dobijo in potem rečejo ljudje, ki recimo so podporniki te opcije, ja, ampak tisti levi, oni so pa še 10-krat huje naredili, ne. Jaz pa na to logiko ne pristajam, ne. To pomeni, če oni lahko tudi mi, ne. Ali pa če je to naš, potem pa bomo to pustili, ne, jaz rečem še obratno, ne. Če so oni taki, ne, potem je treba pokazati nekaj drugega, ne, nekaj boljšega, po čem si ti boljši od nekoga, ne. Najbrž ne potem, da počneš enako kot on, ne. Sej, to je že tista vzgoja doma v družini, ne. Sej veš, če smo kakšno slabo oceno prinesli domov, pa smo rekli, sej, sosed je pa... Je pa še slabše. Ne? Ja, ampak ni to, ne. V bistvu to zavira družbo, ne. Tako, ja. To zavira, ker ljudje niso... Mimogrede, a zavira recimo, da bi imeli boljše politike, bolj strokovne, bolj podkovane na oblasti. Tudi to, da to je treba resnici na ljubo pogledati v oči in povedati, da plače politikov na najvišjih položajih so nizke. Zdaj, kdo si bo kakšen zelo uspešen gospodarstvenik, ki prejema, ne vem, tudi milijon na leto, več kot milijon ali pa 20 000 evrov plače na mesec,
šel za predsednika vlade, ne vem, in bo prejel 4.000 neto, ne. Ja, recimo, s tem, da ga lahko se vsak sposodi, ne. Točno. In naprimer vidimo evropski poslanci, ne, imajo nekajkrat višjo plačo kot naprimer slovenski premier. Ne. Ja. To pomeni, funkcija predsednika vlade, mislim, da najbolj zahtevna funkcija, sploh najbolj odgovorna v slovenski družbi, ne samo v politiki, ne, tudi bolj odgovorna po mojem od predsednika uprave Krke, ker on mora skrbeti za tisto podjetje, ne, predsednik vlade pa mora za celo družbo. Ne. In to, da imajo, ne vem, 3.000 evrov neto, se mi zdi poniževalno nizko. Ne. Tako, ja. Se potem zaradi tega dogaja, da zdaj v narekovajih, v navednicah, da prihaja drugorazredna, tretjerazredna politična elita potem na oblast. Tisti, ki drugje ne uspejo, pa rečejo, se bomo pa poskušali v politiki. Ja, mislim, da je to problem, ker so se ti ljudje potem pripravljeni prodati v bistvu za drobiž. Ne. Torej, ne, da bi se prodali za plačo 10.000 evrov na mesec, ki je nimajo, ampak se prodajo pač za tisto, da sploh imajo to zaposlitev. Ne. To pomeni, ker jim je že sama zaposlitev kot poslanec, jim je že taka vrednota, da so pripravljeni marsikaj storiti, marsikaj požreti, samo zato, da ostanejo na funkciji. Ne. In ja, mislim, Slovenija je izrazito egalitarna družba. Ne. In zdaj, če boš ti poskušal razložiti nekomu, ki ima 700 evrov plače, ne, da je 3.000 evrov za vrhunske politike, da je malo, ne, ti bo veliko ljudi reklo, še preveč imajo. Ne. Ampak enostavno morajo ljudje razumeti, da vsaka pozicija nosi neko odgovornost. Ne. In če ti vrednotiš to odgovornost, ki jo naj bi imeli politiki, ne, recimo poslanci, ministri, predsednik vlade na 2.000, 2.500, 3.000 evrov, hkrati imajo pa tisti, ki pa so na trgu predsedniki uprav večjih družb, tudi državnih, ne, imajo pa nekajkrat več, ne, potem pa daj to na tehtnico. Ne. Ali je to delo, ki ga upravljajo politiki, res tako nepomembno, tako razvrednoteno? Jaz mislim, da ne bi smelo biti. Ne. In potem pa dobiš neke ljudi, ki recimo zunaj politike so skoraj nezaposljivi. Ne. In kaj bo potem tak človek? Seveda, počel bo tisto, kar počne njegov predsednik stranke, kar mu bo naročeno, dvigal bo roke, ne bo pa avtonomen. Ne. In včasih se zdi, kot da je to nekaterih namen, ne? Da ima poslušne vojščake, ne? Pa poslušne podrejene medije, ne? Zato tudi ustanavljanje lastnih medijev, ki po mojem niti niso mediji. Ne? Prej sem govoril o tem neuravnoteženosti medijskega prostora. Ne? Naprimer, RTV Slovenija. Zdijo se mi nesmiselni posegi, ne, na ta način v RTV Slovenija, da boš ti, da skušaš predrugačiti, ne, v tem smislu, zdaj bodo pa začeli novinarji razmišljati drugače. Ne. Žal je tako, ne vem, v Sloveniji, če narediš presek novinarjev, verjetno 70% ali pa še več, 80%, morda še več jih je bolj levo usmerjenih, ne, jim je bliže ta svetovni nazor. Ne. Pač tako je. Ne. Pa že tako pravijo, ko si mlad, si revolucionar, si levičar na nek način, ko si malce starejši, pa ratuješ malce bolj konzervativen. Ja. Tako da je verjetno kakšen odstotek tudi tu. Ne. Ja, tudi, ampak nekateri, ko so pa še starejši, se mi zdi, da postajajo še bolj radikalni. Ja. Ampak in to je pač tako stanje. Ne. Kaj boš zdaj naredil? Lahko pripeleš, ne vem, 10 novinarjev na RTV. Alternativa zagotovo niso strankarski mediji. Ne? Alternativa zagotovo to niso. Ne? To je tisto razočaranje. Ne? Jaz sem tudi
ko se je začela naprimer Nova TV, ne, sem jaz upal, da bo to postal en verodostojen medij, ki bo zagovarjal res te vrednote slovenske pomladi, desno-sredinske, ne, kjer bodo novinarji svetovno-nazorsko nekoliko drugačni, kot so v teh dominantnih medijih. Ampak v bistvu, kaj se je potem zgodilo, da se je izkazalo, da so žal strankarsko trobilo, ne. In to strankarsko trobilo na precej nizki ravni, ne. Pogosto tudi primitivni, žal. Žal. Tako da, to je manko Slovenije, medijski prostor je problem, samo z nekimi nasilnimi posegi, ne, ali pa da ti enostavno skušaš, ne vem, kar tako počez vzeti denar, zdaj RTV-ju, zdaj boš pa dosegel, ne vem, da bo boljši program, da bodo bolj uravnoteženi, ne boš, ne, na ta način dosegel. Na silo tega ne moreš doseči. Ti strankarski mediji, kar so ustanovili, pa so žal veliko razočaranje, ne. No, ko smo že pri strankarskih, so pa tudi občinska glasila, občinski mediji, ki so na nek način tudi strankarski, ker kakorkoli že vzamemo, so župani, županje, politične funkcije, so tako ali drugače prišli do svojega položaja ali preko liste ali preko stranke. O tem sem pa jaz nekaj napisal tudi v svoji knjigi, malce poznam to lokalno problematiko, to pa nobeden ne zagrize. Tam se pa deli ogromno proračunskega denarja za to, da so tisti mediji potem prijazni do oblasti, pač občinske oblasti. To pa tudi na nek način niso mediji. Na tej lokalni ravni, recimo na državni ravni, kjer smo mi, ne, Reporter, ki pokriva celo državo, vseeno si nekako odmaknen ne srečuješ vsak dan na ulici ljudi, o katerih pišeš, nimaš vsak dan stika s temi politiki, si pa predstavljam, jaz sicer nisem delal nikoli za lokalni medij, ampak sem pa govoril z lokalnimi novinarji, ki pravijo, tam pa dejansko si vpet v to okolje in če nisi, ne vem, če nimaš dovolj denarja, pa ustanoviš svoj medij, čisto neodvisen, si pač odvisen, ali je to občinski medij, ali je medij od nekoga, ki je povezan s kakšnimi politiki, povezan s kakšnimi firmami, ker od njih dobiva, pač se financira, ne. Tako da tam pa mislim, da je še veliko več tega, ali pa veliko bolj neposredno te neke korupcije novinarske, ne. Pa čist uradno, ne. Greš pogledati samo na Erar in vidiš, koliko so mesečno občinske dotacije, proračunske dotacije določenemu mediju, ne. Ja, tistimo recimo, ki niso neposredno občinski, ne. Ja, seveda, ker ni njihovo glasilo. Ja. In je čisto preprosto to PR, ne. Tako da to, ti lokalni šerifi, župani velikokrat pač to zlorabljajo za povsem svojo politično propagando, ne. Tako da je mogoče pokdaj kakšno računsko sodišče tudi to pogledalo, ne? Mislim, da je to že nekaj govoril o tem predsednik računskega sodišča, da bi bilo to treba pod drobnogled vzeti. To mislim, da bi bilo res treba. Nenad, sva še kaj pozabila? Verjetno bi še marsikaj. Bi še kaj izpostavil, ker počasi se približujeva koncu tudi drugega dela. Mogoče pogled na Reporter v teh težkih časih, ko se ga v gostilni, v kavarnah ni smelo brati, razen če se ga prinesel s seboj. Jaz bi dal en širši pogled, ne samo na Reporter. Tiskani mediji, med katere sodi tudi Reporter, so tako in tako že ne glede na to epidemijo najbolj na udaru že zadnja leta zaradi interneta, ker pač ljudje več ne kupujejo v taki meri tiskanih medijev, ker mislijo, da tako in tako lahko vse informacije, vse članke dobijo brezplačno na spletu, kar mislim, da ni tako, ne. Da če ti vlagaš bi rekel, če imaš neko profesionalno novinarsko ekipo, uredništvo, plačuješ ljudi, ki se s tem dnevno ukvarjajo, preiskujejo teme, so izkušeni, potem dobiš lahko
mislim, da je veliko bolj kvaliteten izdelek kot nekaj, kar je dano brezplačno, naprimer. Ali pa spletni mediji se pač financirajo preko oglasov, ne. Ampak tudi ta oglaševalski denar se krči, ne. Samo iz tega je vse manj denarja za kvalitetno novinarstvo, to velja tudi za televizije, ne. Zato je javna televizija tukaj nekaj izjema, zato po moje javna televizija je koristna stvar, Seveda. Ni pa koristno, če je zlorabljena za politične zadeve. Je pa res, da ni samo politika na javni televiziji. Tam je še marsikaj drugega. večinoma ni politika, sem je pa politika morda še najbolj pomembna z vidika upravljanja družbe, ne. To pa je. In jaz vidim tukaj problem ne v nekih pritiskih politikov, gospodarstvenikov na medije, ampak v tem, koliko bomo mediji sploh še prepričali potrošnikov, ne? Da recimo kupujejo tisk, da kupujejo tudi plačljive tiste vsebine na spletu, ne? Ker če bodo mislili, da je vse zastonj, nič ni zastonj, ne? To pomeni, tiste vsebine, ki misliš, da so zastonj, jih nekdo ustvarja z nekim interesom, ne? Je nek denarni interes, v nekaj te hočejo prepričati, ali gre potem vse skupaj, ali bo šlo vse skupaj bolj v smer PR-ja, ne? Da ti sporočajo, v bistvu te bolj tržno usmerjajo, ne? V neke, ali za neke interese kapitalske, politične, kakršnekoli. En novinar, če pa hočeš imeti res kvalitetno novinarstvo, potem pač moraš imeti novinarje, ki znajo to delati, ki so profesionalni in ki jih tudi pošteno plačaš, ne. Tako. Dejal si, nič ni zastonj, ne, tako kot ni zastonj nobena večerja, nobena hotelska soba, ne. Nenazadnje tudi voucherji niso zastonj, vse bo treba enkrat plačati. Točno. Tako. Nenad, hvala ti za vse, kar si povedal. Jaz upam, da se še kdaj srečava takole. Ja, se veselim. Hvala pa tudi vam za pozornost in po zasavsko srečno. Če ste ljubitelj športa in rekreacije, obiščite trgovino lopari.si v Trbovljah. To je trgovina za vse športne okuse.